Spuži kvadratnik je ena izmed serij z največ skrivnostmi, kar jih lahko najdeš. Vendar obstajajo nekatere, ki preprosto nimajo odgovora, ne glede na to, koliko se trudiš. In danes bomo raziskali te skrivnosti. Kaj se je zgodilo z drugo rakovo školjko? Vsi vemo, da v filmu Spuži kvadratnik iz leta 2004 gospod Rak dobi še močnejši virus denarja kot kdajkoli prej, zato se odloči odpreti drugo rakovo školjko. In to je res pritegnilo pozornost celega Bikini Botoma. Imel naj bi celo super otvoritev, ki je prišla celo v novice. Novica je bila tako velika, da je ubogi Spuži kvadratnik mislil, da bo postal upravnik te druge rakove školjke. Vemo že vse, kar se je zgodilo v tem tako cool filmu. Torej, na koncu koncev, kaj se je zgodilo s to drugo rakovo školjko? Nismo ga več videli v nobeni od drugih epizod, filmov ali celo v stranskih serijah. Nekateri pravijo, da je bilo za gospoda Raka preprosto preveč, da bi vodil 2 restavraciji hkrati. Drugi menijo, da je druga rakova školjka propadla. In celo najbolj nori mislijo, da ta druga rakova školjka nikoli ni bila namenjena prodaji več hamburgerjev. Bolj za pranje denarja in uradno nikoli ni bilo podane razlage. V vesolju Spuži kvadratnika restauracija preprosto izgine. Pravzaprav mislim, da ta druga rakova školjka na nek način ni bila del kanona. In preden se tako razjezite in začnete lajati name ter se spremenite v terijana, imam razlog. Vse ima opraviti z Neptunom. Zakaj več Neptunov? V prvih sezonah Spuži kvadratnika je bil kralj Neptun mogočen. Imel je dolgo grivo in telo pravega gigačeda. Potem pa pride film o Spužiju kvadratniku in Neptun se pojavi popolnoma plešast z okoli 200 kg več in povsem izčrpan. In potem v filmu Spuži v akciji ga vidimo s popolnoma drugačnim videzom. Kako? Zakaj? Najbolj logična teorija je, da je njegov videz odvisen od vtisa, ga želijo, da daje. V filmu iz leta 2004 so ga morali narediti čisto neumnega in skoraj ločenega, da je delovalo. Neptun ali gigačet bi jih preprosto vse premagal in se vrnil v svoj grad, jest rakove burgerje. To zagotovo ne bi bil dober film, kaj ne? Torej, če malo pobrskate, nikjer ni uradne potrditve, zakaj se Neptun tako zelo spreminja. Torej, če ga jutri vidimo, da pride iz omare, me ne bi presenetilo. Kdo je prava mama Perlite? Povej mi, kako je mogoče, da je kit hči raka? Ali je Perla posvojena, ali pa je gospod Rakar naredil nekaj res sumljivega? Ker uradno pravijo, da je gospod Rakar res biološki oče Perlite. V knjigi Skvizi iz leta 2000 omenjajo, da je Perlita podobna svoji mami in da je Rak res pravi oče. Torej je vprašanje, kje je mama? Nikoli nismo izvedeli ničesar o njej in se ni pojavila niti na eni fotografiji. Nekateri pravijo, da je mama končala kot sestavina v rakovih burgerjih gospoda Raka. Drugi pravijo, da je preprosto zapustila gospoda Raka, ker je bil skop in škrt do nje. In tako so nas pustili v dvomih. Stvar je v tem, da je Steven Hillenburg, uradni ustvarjalec, res načrtoval narediti celotno epizodo v 5. sezoni, ki bi povedala vso zgodbo o Perlini mami. Ampak so ga preprosto odpovedali, da bi skrivnost ostala živa. Torej, ja, res so nam nameravali povedati resnico, ampak so preprosto rekli, naj se raje zapletamo s svojimi čudnimi teorijami. In tako smo pristali pri snemanju tega videa. Kako sta postala prijatelja Spuži kvadratnik in Patrik? Veliko ljudi se že leta sprašuje, kako za vraga sta ta dva postala prijatelja. Toda kar ne vedo je, da nam v epizodi SBN29 risanke Spuži kvadratnik daje odgovor. Namreč, lignit se zamrzne, potuje 2000 let v prihodnost, nato pa potuje skozi čas in pristane v kameni dobi. In kaj tam vidimo? Spuži in Patrik v različici jamskega človeka, ki sta prijatelja že od prazgodovinskih časov. In kar mnogi niso opazili, je to, da je prav Lignit tisti, ki zavedno poveže prijateljstvo med Spužijem in Patrikom. Ker ju vidi, kako si povzročata bolečine kot neandertalca brez možganov, jima da mreže za lovljenje meduz. Takrat je tudi ustvaril njuno najljubšo igro. Tako da ja, Lignit je nehote združil najbolj neumna dvojica v celem Bikini Botomu in ju spremenil v najboljša prijatelja. Kako za vraga je lahko ogenj pod vodo? To je eno izmed vprašanj, ki je najbolj vznemirjalo ljudi. In res, kako za vraga prižgeš ogenj pod morjem?
V kriminalnem življenju Spuži Kvadratnik in Patrik ukradeta balon na mednarodni dan brezplačnih balonov. Bežite kot kriminalca in sedite okoli ognja, pod vodo in z ognjem. Patrik je tisti, ki reče, če smo pod vodo, kako je lahko? In to ni edinič, ko vidimo ogenj. V epizodi Spuži pokvarjač zabave, Spuži dobiva bilo, ki se pokvari. Ker živi pod morjem, se norčuje kot bedak in ga na koncu brez težav zažge. Oni dobesedno vejo, da nima smisla. Torej preprosto obstaja in to je to. In če ti ni všeč, pač je tako. Dora raziskovalka, zato me ne hodi nadlegovat. Koliko let ima Spuži Kvadratnik? Poglej, morske spužve naj bi bile skoraj nesmrtne in lahko živijo dlje kot dinozauri. Ampak potem, koliko let ima Spuži Kvadratnik? To smo izvedeli v epizodi Čas za spanje. Na njegovi vozniški dovolilnici lahko vidimo, da piše, da se je rodil 14. julija 1986. Preprosto izračunajte, prijatelji. Serija se je začela leta 1999. Tukaj je bil Spuži Kvadratnik že pravi mulc, star komaj 13 let. V filmu iz leta 2004 je imel že 18 let, zato si je tudi nadel brke. Torej, če malo premislite, je bilo jasno, da ga ne bodo naredili za upravitelja Rakovega žara 2. Fant je komaj zapuščal najstniška leta. Tako da bi imel danes, leta 2026, 40 let. Zdaj je že pravi gospod s klobukom. Zdaj bi res lahko bil upravitelj Rakovega žara 2, ampak kot veste, je preprosto izginil. Če smo iskreni, je Spuži Kvadratnik zavedno mentalno zamrznjen pri svojih 13 letih. Možne prihodnosti Spužija Kvadratnika. Prihodnost Spužija Kvadratnika je prav tako čudna kot on sam. In pravzaprav nima samo ene prihodnosti, ampak jih ima več. Najprej, v epizodi SB 129, Lignjić potuje 2000 let v prihodnost in naleti na Spužija, ki je v bistvu Spuži, vendar za 486 kloni okoli sebe. Torej Spuži ne samo da preživi skozi čas, ampak se množi kot nadloga. Nato v epizodi Spuži iz 5. sezone Spuži poskuša pobegniti pred meduzami in gre živeti sam. Ne uspe mu in na koncu zgradi ogromne kipe samega sebe, da bi se meduze prilepile nanje. 1000 let kasneje, noro, ti kipi še vedno obstajajo in postanejo zgodovinska dediščina. In v 14. sezoni nam pokažejo še eno prihodnjo različico. Najprej izgleda kot hologram, a pravi, Bob iz prihodnosti je prozorna kocka na kolesih. Kakšne prihodnosti ima ta spužva? Preprosto se razvija, a ostaja enako neustavljiv kot vedno. Kaj je prava skrivna sestavina Rakburgerja? Odkar se je začel Spuži Kvadratnik, je plankton obseden s krajo formule za Rakburger. Ta bakterija s tacami nima ničesar drugega za početi. Poskusil je vse. Robote, preobleke, skrivanje v steklenicah, manipulacijo Boba s pesmimi, celo preoblikoval Rakovo restavracijo v vrtec. In vedno konča ponižan. Njegov vojni trenutek je bil v epizodi Planktonova vojska, kjer zbere vso svojo družino. Milijoni in milijoni! Minicopias igual de locas que él. Obkrožijo Rakovo restavracijo, ujamejo gospoda Raka in končno odprejo sef. In ko mislijo, da so zmagali, recept pravi, da je skrivna sestavina mleti plankton. Ampak to je bila samo šala gospoda Raka, zato resnice nikoli niso izvedeli. Spuži Kvadratnik pravi, da je prava sestavina ljubezen. Drugi pravijo, da je iz raka, ker ime pove vse in ni več rakov. Torej, kaj vi mislite, katera je skrivna sestavina? Če želite izvedeti, pojdite pogledat naš video Najtemnejše teorije o Spužiju Kvadratniku, ki so se izkazale za resnične, kjer vam razkrijemo resnico. No, fantje, to so bile vse skrivnosti Spužija Kvadratnika. Če poznate še kakšno, jo napišite v komentarje. Se vidimo v naslednjem videu o Spužiju Kvadratniku.